Predsednik državnega zbora Janko Veber je po današnji seji kolegije napovedal, da bo izredno sejo, ki bo namenjena določitvi novega odloka o razpisu referenduma o arhivski noveli, sklical za 24. april. Pod zahtevo za sklic seje se je podpisala SDS, ki pa je za datum seje predlagala 22. april. Med velikonočnimi prazniki evropski plačilni sistemi ne bodo delovali, zato banke in hranilnice v Sloveniji ter v ostalih državah območja evra ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Ta je miroval že danes, enako bo tudi v ponedeljek, zaprta pa je tudi Ljubljanska borza. Danes je bila v Sloveniji možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oziroma hranilnice. V večini držav Evropske unije je namreč že danes praznik in dela prost dan. Plačilni promet v polnem obsegu bo znova stekel v torek. Celjski kriminalisti so končali obsežno preiskavo neupravičene proizvodnje in prometa z mamili. Opravili so 46 hišnih preiskav in odkrili 21 prostorov opremljenih za gojenje in pridelavo konoplje, 35 kompletov za gojenje gob z aktivno substanco psilocibin, ki je na seznamu prepovedanih drog. Okoli 1400 sadik konoplje, okrog 10 kg posušenih cvetov konoplje, večje število paketov konoplje namenjenih nadaljnji prodaji, več opreme za gojenje konoplje, avtomatsko orožje in pripomočke za preprodajo konoplje. Za 50 kaznivih dejanj kazensko bo ovadenih 47 slovenskih državljanov starih od 20 do 45 let. Kriminalisti ocenjujejo, da bi s pridelavo konoplje in prodajo na veliko v enem letu zaslužili okrog 150 tisoč evrov. Zjutraj je na Prulah v Ljubljani neznanec oropal pošto. Neznanec je vstopil v prostore pošte, začel vpiti ter groziti zaposlenim. Pri tem je zahteval denar. V nadaljevanju je sam odtojil nekaj 100 evrov in zbežal. Po podatkih policije ni bil oborožen strelnim ali hladnim orožjem. Tragično pa bi se lahko končala gasilska vaja na portoroškem letališču. Ob simulaciji letalske nesreče se je prevrnil tovornjak letališke gasilske enote, v katerem so bili 3 gasilci. Vsi 3 so se v nesreči poškodovali in so jih odpeljali v izolsko bolnišnico. Ogled nezgode so prevzeli koprski policisti, o nezgodi pa je bil obveščen tudi letalski inšpektor. V slovenskih turističnih objektih je bilo lani zabeleženih 3,4 milijona prihodkov in 9,6 milijona prenočitev turistov, kar je največ doslej. Število prihodkov se je na letni ravni povečalo za 3%, število prenočitev pa za 1%. Turistični delavci so zabeležili večji obisk tujih turistov, domačih pa je bilo manj. Največ prenočitev so turisti lani ustvarili v zdraviliških občinah, vendar pa so te zabeležile 2% padec prenočitev. Domači turisti so lani v turističnih nastanitvenih objektih prenočili povprečno 3,2-krat, tuji turisti pa povprečno 2,6-krat. Zvečer in ponoči bo oblačnost postala gostejša in predvsem ponekod v zahodni in južni Sloveniji bo prehodno občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, ki se bodo zvečer in v noči na nedeljo od vzhoda okrepile. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. V nedeljo bo sprva oblačno, popoldne se bo oblačnost trgala. Pojavljale se bodo manjše krajevne padavine. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Pogosteje bo deževalo v zahodni polovici Slovenije. Danes v dnevniku televizije Maribor. Športni center Pohorje je rekorder med slabimi posojili nove KBM, ki jih je banka prenesla na slabo banko. Tujski kmetje na vodovarstvenem območju so v zameno za številne omejitve pri kmetovanju začeli dobivati nadomestila. V Sloveniji smo zbrali 700 parov smuči, ki bodo afganistanski pokrajini Bamijan po vojni pomagale pri razvoju turizma. Novice s Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.